Prvo nadstropje televizije Slovenija. Z Alešem Dolinarjem se sprehodiva po prvem montažerskem hodniku izmed treh. Tu montirajo predvsem prispevke za dnevno-informativni program in za tedenske magazinske oddaje. No, zdaj se nekako stopilo v montažo številka 5, ki je danes namenjena športnim zadevam. Program se imenuje Kvantel, ki je namenjen montažerju in s tem on pač ustvarja prispevek, to je kontrolni monitor in tukaj še en ekran, ki pa je namenjen predvsem novinarju. Kvantelovih montaž je 11 in v času, ko nastajajo prispevki za poročila, osrednji dnevnik in Odmeve, so vse polne. V eni izmeni montažer običajno naredi, rečva, tudi do 10 prispevkov, razne vestičke, razne manjše stvari, lahko pa naredi samo en prispevek, kot naprimer za tednik, ki pa je seveda daljši, do 8 do 10 minut. Oh, hello. Zdravo, da imamo enih par vestičk za narediti, pa izjavca. Rabimo pa 18 sekund nekaj. 18. Aha, tole ne more iti skupaj, tole umaknem, pa damo vmes enega široka. Ok. Pogrešeno? Poslala? Evo ga. Je gor. Hvala ti. Ok. Ajde, čau. Ajde, čau. Čau. Alba Korošec je montažerka že dobrih 20 let. Kot pravi, so montažeri pogosto tudi režiserji, pa tonski mojstri, včasih bdijo tudi nad vsebino besedila. Če v vesti recimo je napisano, da govorimo o Pahorju, da slučajno ne pokažemo sosedove Franske, zgodba v tekstu in zgodba v sliki more biti vzporedno z zgodbo, ki jo slišimo, v sliki na primeren način podana. Televizija Slovenija je pred 3 leti prešla na digitalni način montiranja. Prej so bile montaže analogne. Imeli smo 2 veliki, ogromni beti, imeli smo še tako imenovane U-metike. Skratka, vsa zadeva je trajala dosti dlje kot v času računalništva. Tukaj je veliko olajšanje, ker je ves material dostopen digitalno, linearno, hitreje dosegljiv. Zdaj se to lahko zlaga kot Lego kocke. Poleg tako imenovanih Kvantelovih montaž 35 montažerjev ustvarja še na montažah imenovanih Adobe in Lightworks. Te so namenjene dokumentarnim in igranim filmom ter zahtevnejši produkciji, kot so denimo studijske oddaje.